Spoštovani, danes smo se zbrali, ker nam ni vseeno. Ni nam vseeno, kaj se je zgodilo pred 3/4 stoletja, ni nam vseeno, kaj se dogaja danes in ni nam vseeno, kaj se bo zlasti za naše otroke in vnuke dogajalo jutri. Spominjanje na to, kar se je zgodilo pred 3/4 stoletja, je naša moralna dolžnost. Če želimo, da bi spominjanje in resnica in naša privrženost miru in reševanje vseh sporov po mirni poti zavarovala to in sedanje generacije pred vnovičnim izbruhom sovraštva in celo vojne. Najbolj nevarna od vseh stvari je ravnodušnost. Neko stanje duha, ko se ljudje v neki coni obdobja v bistvu ne zmenimo več za to, kar se dogaja z nami in okoli nas. Danes lahko vidimo, še bolj, kot smo to lahko videli pred časom, nekatere zgodovinske znake, ki nas opozarjajo na to, da je te ravnodušnosti precej. Deloma, vedno je bilo v zgodovini tako, je tudi posledica nekega daljšega obdobja miru, ko se ljudem napačno zazdi, da je ta mir samoumeven in da zanj ni potrebno skrbeti. In se jim zdi, da potem takem ni potrebno znakom, ki opozarja na to, da je ta mir pod vprašajem, nameniti kakšne posebne pozornosti. V tem smislu se mi zdi, da je danes morda ta spominska slovesnost priložnost, da opozorimo na to sebe in druge, da nas ta ravnodušnost absolutno ne sme prevzeti, če želimo obvarovati sebe, zlasti pa naše otroke in vnuke, pred tem, da bi doživeli kaj podobnega, kot se je zgodilo ljudem v Pedrovu pred 3/4 stoletja. Odhaja generacija, ki je imela to zgodovinsko usodo, da je doživela čas pred 3/4 stoletja in posledice nestrpnosti in sovraštva tistega časa. Vojna. Ta generacija naših staršev, starih staršev, nam je poskušala skupaj z drugimi, zlasti v šoli, zlasti tukaj na Primorskem, pojasniti, kako se je vse skupaj odvijalo in koliko trpljenja in gorja je vse skupaj prineslo. Mi, njihovi otroci in vnuki, ki nam je bilo privarčevano, da bi doživeli to gorje, smo si pač po svoji volji poskušali to vtisniti v naš zgodovinski spomin. Prej sem rekel, da je spominjanje naša moralna dolžnost. Naša moralna dolžnost te generacije, ki tega ni doživela in vzgaja generacijo, za katero upamo, da tega ne bo doživela, je, da našim otrokom in njihovim otrokom poskušamo ohraniti v njihovem kolektivnem zgodovinskem spominu. Kaj in kako se je dogajalo v preteklosti, da so bili njihovi predniki žrtev takega trpljenja, žrtev takega nasilja, žrtev takih okrutnosti, kot jih nikomor ne privoščimo. Zdaj je ta kolektivni spomin odvisen od naše odgovornosti. Ali in koliko se bomo pomudili pri spominjanju preteklosti za to, da bi bil to eden od stebrov, ne edini, ampak eden od stebrov trajnega miru. Sem in tja mi, ko govorimo o trajnem miru, mečejo kritiko pod noge, da sem naiven in da je vendarle jasno, da je cela zgodovina civilizacija vojn in miru, izmenjavanja teh dveh naravnih stanj. Jaz pa pravim naslednje, če imate prav, da je to res,
potem se morate zavedati, da je samo vprašanje časa, da je bo vaš otrok in njegov otrok pač žrtev nove vojne. Mislim, da je tudi politična odgovornost nekoga, ki ima politično moč in pristojnost, da stori vse, kar je v njegovi moči, da se na vse načine zavzema za mir in mirno reševanje sporov. Kolikor je to mogoče, smo Slovenci temu privrženi. Saj smo kot majhen narod doživeli to, da so nas večji želeli tako rekoč izbrisati iz narodnega zemljevida Evrope in sveta. Zato se mi zdi, da imamo še toliko večjo odgovornost. Prvič, da pazimo eden na drugega, ne glede na razlike in prav zaradi njih med nami, da pazimo eden na drugega in da seveda pazimo skupaj z velikimi na ta mir. In spominjanje takih obletnic in grenkih trenutkov, kot tudi seveda tistih slavnih, je del naše moralne in politične ter nacionalne odgovornosti. To morda še posebej velja za Primorce. Ne bolj, ampak na nek poseben način. Že župan je čudovito rekel, da je, če sem prav razumel, župan v našem DNK-ju ta antifašizem. Moram reči, da mi je, verjetno tako kot večini od vas, zelo pri srcu, da me navdaja s ponosom, da mi daje eno posebno energijo. Dejstvo, da imamo Primorci svojo himno, že več kot pol stoletja. Ne, da bi se vprašali, kateri politični stranki ali prepričanju, verskemu ali drugačnemu pripadamo, običajno ob koncu prireditev, tudi danes, ob ustajenju Primorske ostanemo. Nihče nam tega ni napisal, da je to predpis, da moramo to storiti. Ampak na Primorskem ostanemo. Zato, ker nas je pred stoletjem ta fašizem preizkušal. Odvzeta nam je bila pravica do našega jezika, do naše svobodne misli in to vse. Samo zato, ker smo bili Slovenci.